Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni kmetijski oddaji Darovi zemlje. Danes bomo govorili o jesenski setvi ozimnih žit. V naš studio smo zato povabili gospoda magistra Boštjana Ferenčaka, specialista za poljedelstvo in ekološko kmetovanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Gospod Ferenčak, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Žita so ena najpomembnejših poljščin v Sloveniji, torej na katerih površinah jih pridelujemo in ali se te površine za žiti v zadnjem obdobju tudi kaj spreminjajo? Ja, tako je, žita, ozimna žita so praktično med najpomembnejšimi poljščinami. V Sloveniji jih je zasajanih z njimi nekje 55.000 hektarjev. Od tega ozimna pšenica predstavlja, oziroma vsa pšenica, ozimna in jara, nekje 27.000 hektarjev, potem ječmen je nekje na 22.500 hektarjev, okrog 5.000 hektarjev je tritikale in potem je še nekaj ostalih žit, ki so seveda v manjšem obsegu. Tako lahko govorimo, da žita predstavljajo v strukturi kolobarja gledano na slovensko povprečje nekje 1/3 vseh obdelovalnih površin. Seveda njivski tukaj govorim, ne. Če pa gledamo strukturo kolobarja v Pomurju je z žiti zasejano nekje nekje okoli 24 do 25.000 hektarjev. Od tega je ozimne pšenice oziroma ozimna pšenica namreč prevladuje okrog 15.000 hektarjev, ječmena je okrog 7.500 hektarjev, tritikale okoli 1.500 hektarjev ter nekaj še potem ostalih žit, se pravi rži, potem ovsa, pire in drugih. Tako da, če gledamo pa potem na pomurske površine, pa žita praktično predstavljajo nekje 43 do 45% vseh, se pravi, kultur glede na skupne površine njivske. Pri pridelavi žit je tudi pomemben kolobar. Kako je pomemben kolobar in katere so najpogostejši predposevki za ozimna žita? Ja, najpogostejši predposevek ozimnih žit je seveda koruza, tudi zato, ker je v kolobarju v največjem deležu. Koruza, če bi gledali z strokovnega vidika, ni najbolj primeren predposevek, poznamo še bolj primerne, se pravi recimo oljne buče, oljna ogrščica, soja, so prav zaradi z vidika prenosa bolezni optimalnejše, ampak zaradi tega, ker se te kulture pridelujejo v manjšem obsegu, so seveda tudi v manjši meri predposevek ozimni pšenici. Zaradi tega je predvsem pomembno, da koruza pravočasno zapusti njivsko površino, da potem lahko, se pravi, še kvalitetno pripravimo njivsko površino za setev. Najpogostejši predposevek ozimnim žitom je seveda koruza, zaradi tega, ker je v največji meri tudi zastopana. Vemo pa, da koruza ni najbolj optimalen predposevek ozimnim žitom, namreč zaradi prenosa bolezni so recimo oljne buče, soja in pa oljna ogrščica so recimo primernejši predposevki, ampak zaradi tega, ker so v kolobarju zastopane v manjši meri, so potem tudi v manjši meri kot predposevek. Vseeno pa pomembno pri vsem tem je, da koruza pravočasno zapusti njivsko površino, da lahko, se pravi, še potem ustrezno v optimalnem času pripravimo tudi njivsko površino za setev. Vkolikor si sledijo žita za žitom, se pravi, kar seveda ni priporočljivo, ampak izjemoma, recimo, če ne moremo v kakem letu, ali nam to narekujejo vremenske razmere, recimo posejati drugo poljščino, si pa morajo žita slediti v razmerju od intenzivnejše proti manj intenzivnim, se pravi pšenica, ječmen, tritikala, rž, pira,
tako da potem je nekako tudi z vidika bolezni, da je potem manjši prenos bolezni. Dobro zasnovan kolobar služi temu, da se potem tudi hranila enakomerno črpajo iz tal. Vemo, da različne rastlinske vrste poženejo različno obrodko korenine. Potem, ko te korenine propadajo, se potem tudi na ta način rahljajo tla v globljih plasteh tal in seveda na ta način potem se ustvarijo ti ugodni pogoji. Prav tako je pa pomembno, da s kolobarjem, z različnimi vrstami kultur, potem tudi prispevamo k temu, da je manjši prenos bolezni, manjši napad bolezni, predvsem tukaj govorimo o glivičnih bolezni. Na drugi strani pa z pestrim kolobarjem prispevamo tudi k temu, da ne pride do odpornosti pri fitofarmacevtskih sredstvih, namreč za vsako kulturo rabimo drugačen spekter fitofarmacevtskih sredstev in na ta način potem tudi prispevamo k temu, da se ne pojavi odpornost na določene aktivne snovi. Seveda, kolobar ni recept, ki se ga ne sme spreminjati. Vemo, da se moramo prilagajati tržnim razmeram. Vemo, da so vse bolj neugodne tudi vremenske razmere, tudi njim se seveda moramo prilagajati. In zaradi tega kolobar lahko spreminjamo, ampak ob tej spremembi se pa seveda moramo upoštevati neke te osnovne agronomske strokovne zakonitosti. Preden začnemo z setvijo zimnih žit, je potrebno tudi tla pripraviti. Kako in na kakšen način torej pripravimo predsetveno tla? Ja, ko govorimo o obdelavi tal, je seveda za to obdelavo tal pripravimo ugodno setvišče za potem vznik in pa nadaljnjo rast naslednjega posega, v tem primeru žit. Nekako v osnovi sta v uporabi oziroma se največ prakticirata dva načina obdelave. En je tako imenovan konvencionalni način, kjer je v uporabi plug, in drug način je tako imenovana konzervujoča obdelava tal, kjer govorimo o obdelavi samo zgornjega sloja tal. Pri konvencionalni obdelavi, se pravi, običajno površino preorjemo, nato pa sledi predsetvena priprava tal in pa setev. Pogosto sta pa potem sama predsetvena obdelava in pa setev združena, vkolikor imamo tako imenovano kombinirano orodje. Pri konzervujoči obdelavi tal pa obdelujemo, se pravi, operacija oranja je izključena, obdelujemo samo zgornji sloj tal, nekje do 15 cm globine. Tukaj premešamo to organsko maso, organske ostanke od prejšnje kulture. Nato pa sledi faza setve, lahko je pa tudi združena, se pravi, obdelava in pa setev, kolikor imamo te kombinirane stroje. Pomembno pri konzervujoči obdelavi je, da vemo, da je tukaj bistveno več organskih ostankov na površini tal. Zaradi tega je pomembno, da imamo ustrezno sejalnico, se pravi, za namen konzervujoče obdelave, da imamo potem kvalitetno in pa dobro odloženo seme, ki potem prispeva k zadostnemu številu rastlin na kvadratni meter in pa kasneje potem tudi pridelka. Ko smo zdaj tla predsetveno pripravili, je potrebno tudi še temeljno, torej osnovno gnojenje, s katerimi gnojili potem je potrebno gnojiti. Ja, za strokovno utemeljeno gnojenje je seveda potrebno, da imamo narejeno analizo, se pravi kemijsko analizo tal, ki nam pove, kakšno založenost tal imamo, se pravi, tukaj je predvsem se analiza dela na elemente fosfor, kalij, pH in pa organsko maso, to so nekako te osnovne elementi pri analizi tal. Je pa, se pravi,
Ko imamo narejeno analizo tal, je pa naslednji postopek, da naredimo potem tudi gnojilni načrt, v katerem predvidimo, katere kulture bomo imeli v nekem recimo 5-letnem obdobju in pa potem vemo na osnovi odzemov hranil pri teh kulturah naredimo potem tudi potrebo, se pravi načrt gnojenja. Ko imamo, se pravi, narejen ta gnojilni načrt, seveda pristopimo k samemu gnojenju, seveda s fosforjem in kalijem pognojimo celotni količini, zaradi tega, ker se fosfor in kalij nista podvržena izpiranju. Dočim gnojenje z dušikom pa upravljamo postopoma med samorastno vegetacijo glede na potrebe. Pomembno je, da fosfor in kalij damo celotni odmerek že v jesenskem času, da ne prakticiramo, da bi s fosforjem in kalijem gnojili v spomladanskem času, namreč vse pogosteje je spomladi sušno obdobje in zaradi tega se potem ta fosfor in kalij prepozno raztopita in vneseta v tla, da bi ga lahko rastlina počrpala in je pogostokrat potem na razpolago komaj naslednji kulturi. Glede dušika so pa določene omejitve pri gnojenju v jesenskem času, namreč v tem obdobju pred setvijo ozimnih žit je dovoljeno maksimalno vnesti v tla 40 kg dušika. To je predvsem z namenom, da ne bi prišlo do izpiranja. Vemo, da je dušik podvržen izpiranju. V največji meri se pa dušik v jesenskem času porablja prav za razkroj te organske mase. Tako da nekako ocenjujem, da je teh 40 kg dušika v jesenskem času nekako primerno, da rastline normalno potem, da pride, se pravi, da normalno vegetirajo. Je pa potrebno pri pridelavi žit dodajati tudi žveplo, namreč žveplo je pomemben gradnik pri tvorbi beljakovin in opažamo, da so pozitivni rezultati, vkolikor se pravi dodajamo žveplo v recimo pridelavi pšenice. To pa lahko storimo na dva načina. Eno je, da že v jesenskem času izberemo NPK gnojila, ki recimo vsebujejo žveplo, ali pa uporabljamo potem zgodaj spomladi kako foliarno gnojilo ali pa tudi granulirano na osnovi žvepla. Ključnega pomena pri pridelavi žit je tudi prava izbira sortimenta. Na podlagi katerih podatkov se odločimo za to izbiro tega sortimenta? Osnova za dober in pa kvaliteten pridelek je seveda setev kvalitetnega certificiranega semena. Vemo, da se pogosto pojavljajo težave, vkolikor uporabimo netretirano semena, predvsem se tukaj sta v ospredju, kot so bolezni pšenična gola snet, ječmenova gola snet, pšenična trda snet in proti katerem potem v nadaljevanju nimamo več možnosti ukrepanja. Zaradi tega je pomembno, da uporabimo seme, ki je kvalitetno očiščeno in pa seveda razkuženo. To je nekako potem zagotovilo za kvalitetno letino. Vemo, da praktično imamo poplavo sort, veliko izbiro različnih sort in se je kar težko znajti, katero sorto bi naj uporabljene. V osnovi si moramo odgovoriti na temeljno vprašanje, kakšno vrsto recimo pšenice želimo pridelovati. Ali se bomo usmerili v pridelavo visoko kvalitetnih sort, se pravi izboljševalk, ali se bomo odločili za pridelavo neke srednje, se pravi krušnih pšenic, ali pa bomo pridelovali tako imenovane krmne pšenice. Pri visoko kvalitetnih pšenicah, se pravi tako imenovanih izboljševalk, je seveda selekcija šla v smer, da se
da je v ospredju kvaliteta. Seveda vemo, da kvaliteta in kvantiteta sta obratno sorazmerna in vemo, da pri teh visokokakovostnih sortimentih pšenice je potem količina nekoliko nižja. Se pravi, tako imenovana krušna pšenica je nekje kompromis med kvaliteto in kvantiteto. Tukaj govorimo, da je recimo vsebnost beljakovin med 12 in 13 in tudi nekako pridelki so že bistveno višji kot pa recimo pri izboljševalkah. Kot tretja skupina je pa tako imenovana krmne pšenice, če glih verjetno izraz ni najbolj posrečen. Tukaj pa govorimo recimo, da dosegamo beljakovine nekje med 10 in 11%. Seveda je pa potem na račun teh nižjih beljakovin je pa selekcija v smeri višjega pridelka. Drug segment, ki ga moramo pri tem sortimentu upoštevati, je potem, kolikor imamo kakšne težave recimo z divjimi, se pravi z divjimi živalmi, predvsem tukaj srnjad, divji prašiči. V tem primeru je vsekakor zaželjeno, da se odločimo za resnico, se pravi resaste tipe pšenic, ki nekako iz prakse je ugotovljeno, da tam delajo se pravi, se dela manjša škoda od teh divjih živali. Ko smo se zdaj odločili za pravi sortiment, je tudi čas za setev. Torej, kdaj je optimalni čas setve ozimnih žit? Nekje optimalni čas setve je med 5. in 25. oktobrom. Seveda to delno zavisi potem tudi od vremenskih razmer. Vemo, da recimo rž je priporočljivo, da se seje že v zadnje dni v septembru. Dočim za ječmen se pa priporoča, da je nekako ta setev ni prezgodnja, nekako je zaželjeno, da je setev nekje tam po okrog 10. oktobra. Namreč, kolikor ječmen sejemo prezgodaj, se v jesenskem času že močno razvije in imamo potem težave z raznimi virusnimi bolezni, ki jih prenašajo uši in tudi z drugimi glivičnimi boleznimi. Zaradi tega je nekako iz prakse v teh spremenjenih vremenskih pogojih nekako se za ječmen smatra, da je optimalen čas okoli 10. oktobra in pa potem do 20. Pri samem času setve je seveda tudi odvisno, se delno prilagaja potem tudi norma setve. Vkolikor imamo nekako tisti optimalni čas setve, je smiselno, da se poslužujemo tistih priporočenih norm setve, ki jo potem vsak žlahtnitelj oziroma prodajalec sorte nekako priporoča. Vkolikor pa setev uporabljamo nekoliko se pravi zgodnjejše termine, lahko delno setvene norme znižamo. Kolikor pa imamo potem poznejše setve, se pravi izven tistega optimalnega časa, je pa priporočljivo, da se te setvene norme nekoliko povečajo. Moramo se pa zavedati, predvsem tisti, kateri so v raznih teh kmetijsko-okoljskih ukrepih, da je potrebno potem tudi upoštevati termine, ko mora biti posevek ozelenjen, in zaradi tega tudi v tem primeru ni smiselno, da pristopimo prepozni setvi, namreč takrat bomo imeli seveda težave z izpolnjevanjem teh zahtev. Pri setvi je smiselno narediti tudi vozne steze, ki nam potem v nadaljevanju olajšajo same, se pravi, druge agrotehnične ukrepe, škropljenje, dognjevanje. Namreč, vkolikor mi neko površin, se pravi, da nimamo narejenih voznih stez in potem tisti posevek seveda povozimo, tam imamo potem večji pritisk teh glivičnih bolezni. Pogostokrat se pa tudi v času žetve potem iz teh, se pravi,
poleglih rastlin potem tudi izraščajo dodatne, se pravi, tiste rastline običajno potem kasneje dozorijo in imamo potem težave z samo žetvijo. Pri sami setvi je pomembno in nakupu semena je pomembno, da shranimo račune in pa tudi deklaracije, namreč koliko imamo kakršnekoli težave kasneje v pridelavi, je prvo, kar moramo narediti, da dokazujemo, da smo kupili določeno sorto in pa to seveda dokažemo potem z računom in pa deklaracijo. Na kaj pa morajo biti kmetje pozorni po setvi ozimnih žit in katere ukrepe lahko izvajajo po vzniku ozimnih žit? Ja, ko enkrat setev opravimo, seveda ni naše delo zaključeno, smo komaj v prvi tretjini, lahko rečemo. Tako da po setvi seveda moramo tak posevek spremljati, da vidimo, če ni prišlo pri sami setvi do kakšne napake. Namreč, če to ugotovimo dovolj zgodaj, lahko še recimo dosejemo, pač saniramo to napako. Po drugi strani pa potem, vkolikor imamo recimo posevke na kakih težjih, manj propustnih tleh za vodo, seveda moramo narediti tudi potrebne kanale, da v primeru obilnih padavin potem ta voda čim prej zapusti, se pravi, zapusti njivo, da ne pride do propada teh posevkov. In če smo nekako sejali v tem optimalnem roku, terminu in je recimo ugodna jesen v novembru, imamo možnost še, da upravimo jesensko tretiranje proti plevelom, namreč to nam potem spomladi, ko je pogostokrat suho ali pa neugodni pogoji za ta ukrep, nam je potem to delo prihranjeno. Vemo pa, da vkolikor se pravi, so pogostokrat ugodni pogoji za jesensko zatiranje in je vsekakor smiselno pristopiti k tem ukrepu, vkolikor so izpolnjeni ti pogoji. Bi pa še opozoril, namreč pri sami setvi še za en ukrep, ki je v okviru kmetijskega okoljskega programa, to je ukrep SOPO, krajšano se mu reče POŠK, se pravi varovanje poljskega škarjanca. Namreč pri sami setvi imamo možnost, da naredimo te zaplate, namreč pogoj za ta ukrep je, da imamo na njivski površini do pol hektarja eno zaplato, ki mora biti od meje robov odmaknjena vsaj 5 metrov. Ta zaplata mora biti velikosti minimalno 25 kvadratnih metrov do maksimalno 100 kvadratnih metrov ter širine vsaj 2,5 metra. To enostavno pri sami setvi lahko naredimo na ta način, da dvignemo sejalnico in potem ta del površine, se pravi 25 kvadratnih metrov, ne posejemo. Se pravi, zahteva pri tem ukrepu je, da se naredi na 1 hektar minimalno 2 zaplati, se pravi na vsakega pol hektarja 1 zaplata. Plačilo je pa potem 60 evrov na hektar se pravi 60 evrov na hektar površine. To je, se pravi, ukrep poljski škarjanec, ni pa vezan, da bi morali imeti potem vsako leto isto enako površino, namreč lahko letos imate ta ukrep, naslednje leto pa ne, je pa vsekakor priporočljiv. Gospod magister Boštjan Ferenčak, hvala vam za vse povedano in obisk pri nas. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala vam, da ste nas spremljali. Glejte nas spet prihodnjič, ko bo na sporedu nova oddaja Darovi zemlje. Do takrat pa lepo se imejte in lep pozdrav.